tema našega projekta se mi zdi zelo pomembna, saj je kulturni boj v 19. in zgodnjem 20. stoletju močno zaznamoval slovenski prostor. Obenem pa je bil eden od ciljev tudi tega projekta tudi ugotoviti, v kolikšni meri je ta zgodovinski kulturni boj vplival na najvidnejši odraz razkola med Slovenci v revoluciji med drugo svetovno vojno. Kulturni boj sam seveda ni nikakršna slovenska posebnost, saj se z njim srečujemo v zelo širokem evropskem prostoru, pa tudi v nekaterih deželah zunaj Evrope, kamor je kulturni boj zaneslo iz Evrope. Vendar ima v vsakem okolju kulturni boj svoje posebnosti. Na slovenske posebnosti je močno vplivalo dejstvo, da je vmes na začetku 20. stoletja prišlo do zamenjave kulturno-političnega okvira, v katerem je živela večina Slovencev in v katerem je živela in delovala tudi cerkev na Slovenskem. Zgodnejše obdobje je bilo v celoti v znamenju vpetosti slovenskega prostora v širši avstrijski okvir. Zato je ta prostor hkrati delil vse tiste značilnosti in prelome, ki so bili značilni za avstrijsko katolištvo. To pa je bilo v začetku 19. stoletja še v zelo močnem znamenju jožefinizma, se pravi po eni strani tesne prepletenosti trona in oltarja, vendar takšne, da je imel tron vsekakor prevladujočo in glavno besedo. Ta preplet trona in oltarja je ostal značilnost avstrijskega obdobja praktično do njegovega konca. In zdi se mi pomembno poudariti, da brez tega niti ne moremo razumeti dejavnosti in misli Antona Mahniča, ki se ga je prijel sloves ene najpomembnejših figur slovenskega kulturnega boja. Prvi res pomemben prelom v avstrijskem okviru je bilo leto 1848. Revolucija je do temeljev pretresla do takratne gotovosti in tudi na cerkvenem področju sta se pojavili dve temeljni usmeritvi. Prva, ki je bila močno zastopana tudi med Slovenci, zlasti recimo z mislijo in delovanjem koroškega duhovnika Andreja Einspielerja, je stavila na demokratizacijo verskega življenja, razmišljala o bogoslužju v ljudskem jeziku in o odpravi celibata. Druga pa je želela predvsem zamenjati vlogi med tronom in oltarjem. Seveda je bila glede na okoliščine ta smer uspešnejša in njen kronski uspeh pomeni sklenitev za cerkev zelo velikodušnega konkordata leta 1855. In prav vprašanje konkordata, ob katerem je cesar Franc Jožef upal, da si bo z njim zagotovil naklonjenost južnonemških katoličanov, so se lomila kopja v naslednjem desetletju. In z njim je povezan tudi izbruh prvega ali malega kulturnega boja med Slovenci ob koncu 60. in v začetku 70. let 19. stoletja. Za stanje duha v slovenskih zgodovinskih deželah gotovo govori, da je ta mali kulturni boj izbruhnil, čeprav je bil takrat položaj slovenskega jezika in slovenske kulture še zelo negotov, kar kaže, da je monopolni položaj katoliške cerkve v slovenski javnosti določene kroge nastajajoče slovenske elite v tem obdobju že močno težil. Vendar se je slovenski protoliberalizem, ki je takrat prišel do izraza, hkrati soočil z dvema temeljnima omejitvama. Prvič, izkazalo se je, da bo težko prodrl v okolju,
kjer je bila večina prebivalstva trdno katoliška. In drugič, da pri doseganju svojih ciljev ne more računati na razumevanje idejnih somišljenikov, zlasti med nemškimi Avstrijci, saj ti po drugi strani niso imeli nobenega razumevanja za slovenski narodni program. Rezultat teh uvidov je bil, da je prišlo do obnove sloge v slovenskem političnem prostoru, ki pa je pridobivala v 80. letih 19. stoletja vse bolj konzervativen in katoliški pečat. To pa je na neki način že ustvarilo tudi predpogoje za izbruh naslednje faze kulturnega boja, ki je bil na neki način tudi njegov vrhunec od druge polovice 90. let 19. stoletja na Kranjskem in v začetku 20. stoletja tudi v nekaterih drugih zgodovinskih deželah. Lahko rečemo, da je zlasti kranjska različica dejansko zbujala pozornost tudi zunaj slovenskih meja in žela občasno kritike ne samo na Dunajskem dvoru, ampak celo v papeškem Rimu. Vendar lahko rečemo, da tudi ta latinska faza kulturnega boja med Slovenci ni bila velika posebnost v evropskem okviru. Hkrati se pa seveda zastavlja vprašanje, na kateri točki se je začel del Slovenk in Slovencev odmikati tudi od pripadnosti katoliški cerkvi zaradi kulturnega boja ali vzporedno z njim. Ugotovimo lahko, da se to tudi ob koncu 19. stoletja še ni dogajalo in da so tudi liberalni nasprotniki katoliških monopolov po svoji verski usmeritvi v glavnem ostajali katoličani. Se je pa ravno v tem obdobju ob prelomu stoletij pojavila zelo negativna težnja, da je namreč vsaj del cerkvene hierarhije začel enačiti pripadnost katoliški cerkvi s pripadnostjo prevladujoči katoliški stranki. In zdi se mi, da je v tem ena bistvenih značilnosti in hkrati bistvenih negativnih točk slovenskega kulturnega boja. Kljub temu so preizkušnje prve svetovne vojne pripeljale do tega, da je kulturni boj skoraj popolnoma potihnil. In zdelo se je, da so se nekdaj nepremostljiva nasprotja, ki jih je poantirano bičal, recimo pisatelj in duhovnik Franc Aleški Finžgar, skoraj popolnoma polegla. Vendar pa je konec prve svetovne vojne prinesel tudi razpad habsburškega državnega okvira in s tem prestop Slovencev v nov cerkveno-kulturni okvir, jugovzhodni cerkveno-kulturni okvir, ki jim je bil popolnoma neznan in nov. Hkrati s tem pa so se pojavili tudi novi izzivi, kajti večina Slovencev se je prvič znašla v državnem okviru, kjer katoliška vera ni bila vera večine prebivalstva in zlasti ni bila vera odločujočih državnih elit. In to je bil res popolnoma nov položaj. Hkrati s tem pa se je na eni strani pojavilo izrazito nasprotovanje vlogi katolištva v javnosti, v sredici nove južnoslovanske države, kjer so vladali močni protikatoliški predsodki, zaradi česar je bil položaj Slovencev morda podoben položaju katoličanov v Nemčiji, na Nizozemskem in v Švici ob koncu 19. stoletja naenkrat. Po drugi strani
pa je novi okvir tudi znova spodbudil kulturni boj med Slovenci, saj so se manjšinski liberalci, ki niso mogli računati, da bi v približno demokratičnih pogojih prišli do večine na Slovenskem, izrazito oklenili unitarističnega državnega koncepta, ker so upravičeno pričakovali, da bo ravno taka državna ureditev omogočila, da bodo kljub politični manjšini imeli na Slovenskem vodilni ali vsaj pomemben položaj. Zato je bil kulturni boj vsaj do začetka 20 let obnovljen, lahko bi rekli, v vsem sijaju. Hkrati pa je novi državni okvir vodil tudi v spodbujanje nekaterih laicističnih parol, ki so potem obrodile bogat sad sicer šele po drugi svetovni vojni. Zelo negativno se je po mojem mnenju odrazil še en vidik, na katerega verjetno ob koncu 19. stoletja še ni bilo misliti. Nove razmere, novi izzivi, izredno težak položaj v pogojih tako kot svetovne gospodarske krize v koncu 20. in začetku 30. let 20. stoletja so povzročili, da se je močno razrahljala tudi enotnost samega katoliškega tabora in na neki način se je kulturni boj prenesel zdaj tudi vanj. In izkazalo se je, da je imel že omenjeni Finžgar prav, ko je opozarjal, da je dolgoletni politični voditelj Slovencev, duhovnik Anton Korošec, nekako svojo osebnostjo dolgo časa držal skupaj silnice, ki so sicer v katoliškem družbenem gibanju obstajale takoj kot od vsega začetka, vendar so zlasti v 20 letih začele hoditi daleč vsaka sebi in se v 30 letih potem tudi razbile. Zato ostaja neko mučno vprašanje, ali ni bil slovenski razkol, ki je, kot rečeno, doživel svoj vrhunec med drugo svetovno vojno, na neki način tudi razkol med slovenskimi katoličani, čeprav je seveda treba ob koncu opozoriti, da vendarle ne vodi ravna steza iz kulturnega boja z konca 19. začetka 20. stoletja v slovensko tragedijo druge svetovne vojne, pač pa je bistveni kamenček v mozaiku prispevala okupacija, ki ni puščala Slovencem tako rekoč nobene kulturno-politične perspektive, kot je bila deloma mogoča za nekatere druge narode v srednji Evropi.